To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Kako naprej, se sprašujejo v občini Gornji Petrovci po obsodbi župana. Minister Jevšek se je oglasil ob zaprtju Petrolovih servisov. Mladinsko društvo Vrelec Radenci vabi na Radensko noč. Znanstveno in inovacijsko središče Pomurja pod okrilje Inštituta Jožef Stefan. In še vreme, jutri bo sončno in vroče. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V najbolj zadolženi občini v državi, Gornjih Petrovcih, se po besedah nekaterih sogovornikov razpleta zgodba o zadolženosti in odgovornosti župana Franca Šlihthubra. Po zakonu županov mandat preneha, če je pravnomočno obsojen na nepogojno kazen, a Šlihthubra mora kljub temu razrešiti še občinski svet. Na ta sklep pa se župan lahko pritoži še na upravno sodišče. Župan občine Gornji Petrovci Franc Šlichthuber bo, kot vse kaže, moral v zapor, s tem pa mu bo tudi prenehala županska funkcija. Že decembra lani ga je zaradi oškodovanja upnikov občinskega podjetja Murskosoboško okrožno sodišče obsodilo na 14-mesečno zaporno kazen, zdaj pa je to odločitev potrdilo še višje sodišče. Nekaj manj kot 2000 prebivalcev Gornjih Petrovec je že vajenih informacij o finančnih težavah najbolj zadolžene občine v državi. Redki pa odkrito govorijo o zaporni kazni za župana. Te kalvarije je moglo in konec biti. V nedogled ne moremo živeti, pa več trošiti, koliko pa ustvarjamo. Zdaj je dole, da je gospod župan. Škoda, ko pri tej leti se kaj takšne ga dogaja z njim. Po drugi strani najslab možakar pa to. Ampak je to tako daleč pripeljalo, so tudi drugi krivi. Tisti, ko so roke zdigali, pa nadzorni odbor. Svetniki pa nadzorni odbor. Kje so bili celi čas? Kako smo delali, pa dobro, delo je dosta, ko smo delali, je dober bil. Glede toga, pa ko smo se žinkoj poučavali, pa če smo kaj nicali, pa to je cigar je šel na roko človek, pa to zdaj, ko je pa tako daleč to prišlo, je pa vprašanje, tako daleč se človek ne pogablja. Čujte, o tom ga ne bi, ne vem, kako se so vzadje, pa kak je, ali kot župan delaven je bil, zdaj pa kaj je vzadje, to pa ne vem, pa nemo komentirati. Občina bo ob tem seveda dobila tudi novega župana ali županjo, ki pa ne bo imel lahkih nalog. Kandidati bodejo, ampak to hitro narediti, spraviti se ne da dalo. Nek še sanacijski načrt treba, kako te dolgove se rešiti. Hitro ne da šlo. Če pogledamo našo sosednjo občino, je Fortek hitro na zeleno vejo spravil, kaj je bila druga najbolj zadolžena občina. Tu je pa še dosta globje vse vkupaj. Verjamem, nikaj ne veš, kako je, pa nemam pojma. Zdaj, če bi to prevzel ali to, kaj bi šlo, ne vem, dvomim, no. Mogoče, kaj bi se šlo našel, ali je pa težko. Težko je, kaj dole, preč dole prišlo, no. Ukrepi za optimizacijo poslovanja Petrola ostajajo v veljavi, vključno z začasnim zaprtjem 4 prodajnih mest, so povedali v družbi. Na to se je odzval tudi minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Potem, ko je slovenski naftni trgovec Petrol zaprl 4 črpalke, se je oglasil tudi minister za kohezijo Aleksander Jevšek. Minister za kohezijo in regionalni razvoj pravi, da bo pogovore s Petrolom nadaljeval takoj, ko bo ta znova odprl črpalke v Petrini, na Črnem vrhu nad Idrijo v Solčavi in Podkorenu. Minister je sicer pričakoval, da bo Petrol že predstavil rešitev. Ne morem pristati na to,
da družba, ki je v državni solasti in ima 150 milijonov čistega dobička, zaradi nezadovoljstva z uredbo vlade kaznuje ljudi. Tega ne morem sprejeti in tega ne bom nikoli razumel. In to v tistih krajih, ki so že tako izpostavljeni zapiranjem različnih servisov, različnih uslug, tudi države, in se njihova kakovost življenja iz dneva v dan slabša. In zaradi tega imamo tudi v Sloveniji demografske težave. Zaradi tega ljudje odhajajo v center. In ne predstavljam si, da bomo v prihodnje vsi delali in živeli v velikih mestih. Ljudje niso sodček nafte, s katerimi trgujemo na mednarodnih borzah. Minister je v družbe Petrol, kot rečeno, pričakoval, da bo rešitev našel v nekaj dneh, da bi nato z vodstvom Petrola in vodji prizadetih občin poiskal skupen jezik, a žal do dogovora ni prišlo. Ne vidim razloga, da obiskujemo županje in župane prizadetih območij skupaj s Petrolom, dokler ne odprejo črpalke. Kaj bom jaz počel na teh pogovorih? Poslušal argumente, ki jih lahko na nek način razumem, strani Petrola kot delniške družbe, gospodarske družbe. Tem ljudem na obmejnih problemskih območjih pa nimamo kaj povedati. Kaj mu bomo povedali? Da bodo črpalke še naprej zaprte. Pooblastila in možnosti Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj so v tem, da predvsem skrbi za skladni regionalni razvoj in za ljudi, ki že tako ali tako na obmejnih problemskih območjih živijo slabo kakovost življenja. Družba Petrol se je za zaprtje črpalk odločila iz bojazni po upadu čistega dobička družbe. Ne boste me prepričali in nikogar ne boste prepričali, da 4 male bencinske črpalke v Sloveniji zmanjšujejo dobiček, 150 milijonski čisti dobiček neke družbe, ki ima veliko črpalk. To ni pogojevanje. Ampak, če kdorkoli razume ta ukrep v krajih, kjer ljudje nimajo druge možnosti, potem naj gre v Solčavo in vpraša kmeta, ki mora sedaj 40 kilometrov tankati svoj traktor, da lahko dela, opravlja na domači kmetiji, potem ne boste prepričali nobenega. In tudi Petrol ne bo prepričal nobenega. To je preprosto, oprostite, izsiljevanje. V soboto 5. julija bo v Radencih tradicionalna Radenska noč, ki jo pripravlja mladinsko društvo Vrelec Radenci, in v naši družbi je Ajda Bujnec, ki nam bo malce podrobneje predstavila, kaj vse se bo na Radenski noči dogajalo. Ajda Bujnec, lepo pozdravljena. Hvala, pozdravljeni. Torej, v soboto 5. julija bomo šli v Radence in kaj vse lahko pričakujemo? Torej, zdaj že 12. leto tradicionalno organiziramo Radensko noč. V soboto nas čaka glasbeni večer in sicer bodo nastopili legendarni Njet, drzna zasedba Koala Voice in pa mladi Liquid Gasoline. Zdaj pri zasedbi Njet moramo poudariti, da je prav poseben pomen ima tale nastop v Radencih. Praznujejo namreč 40-letnico glasbenega udejstvovanja. Res je. Bova še kaj povedala o zasedbi Njet, so malce trši ritmi. Ampak vseeno pa obljubljajo zelo dobro vzdušje in v Radencih se držimo načela, da je vstopnina zastonj, torej vsi lepo vabljeni. Ob kateri uri se bo začel ta glasbeni večer? Vrata odpiramo ob 8, tako da od 8 dalje lepo vabljeni. Njet bo glasbena skupina, ki bo nastopila kot prva. Ne, bodo nastopili na sredini. Torej, naštela sva, da bodo nastopili Njet, Liquid Gasoline in Koala Voice. Kako se bodo zvrstili na odru? Najprej ob 9 bodo najmlajši, Liquid Gasoline, potem za njimi Njet in še nazadnje Koala Voice. Torej, na odru se bodo zvrstile 3 zasedbe, Njet, Liquid Gasoline in Koala Voice.
Najprej bo nastopila skupina Liquid Gasoline. Kakšno zvrst glasbe lahko pričakujemo in odkot skupina prihaja? Ta skupina prihaja iz Primorja in sicer iz Kopra. Lahko pričakujemo bolj zanimive nove rock ritme. Potem so na vrsti Njet, ki praznujejo, kot sva že rekla, 40 let glasbenega ustvarjanja. Verjetno to za mladinsko društvo Radenci oziroma Vrelec Radenci pomeni kar eno lepo noto, kar bo dodalo tej radenski noči. Res je, zelo smo veseli, da so se odzvali našemu povabilu in bodo nastopili na našem odru. Koala Voice pa so že dobro usidrani na slovenski glasbeni sceni. Res je. In tudi v Radencih smo jih eno leto že imeli, tako da jih z veseljem pozdravljamo nazaj. Časi, ko je bila pevka Manca oblečena zares v koalo, so minili. Pojejo pa vendarle, ker tu je vse tako lepo. Je to tudi neko vodilo, da nas vabite v Radence? Tako je, tako je. Zdaj, glasbeni del sva. Je še kakšna dodatna ponudba? Je mladinsko društvo Vrelec Radenci pripravilo še kaj poleg glasbenega programa? Seveda. Tako kot vsako leto, že skozi celoten teden, dopoldne imamo delavnice za otroke in sicer športni tabor, potem popoldne pa organiziramo športne turnire in vadbe za odrasle. Zdaj, glede na to, da pravijo, da vreme ne bo ravno najbolj hladno, velja kakšne previdnostne ukrepe? Ne, imamo pa sicer tudi veliko hladne pijače, tako da za to ne rabite skrbeti. Sicer bi bilo za Radence čudno, če ne bi bilo dovolj hladne pijače. Vse skupaj pa se bo odvijalo kje? Vse skupaj bo pa v parku v Radencih, na novem prizorišču Amfiteater. Spravi, vse tri skupine bodo nastopile v Amfiteatru, vse ostale dejavnosti pa v Radenskem parku. Dogajanje skozi teden se dogaja pri osnovni šoli, to že poteka. V soboto se pa selimo v park v Radence. Težko bo nas grešiti. To že poteka, ste rekli, od kdaj poteka in do kdaj bo potekalo, oziroma se bo zaključilo verjetno s večerom v soboto? Tako, v soboto je vrhunec, glasbeni večer, dogaja se pa že od ponedeljka. In bova malce pogledala, kaj vse se je dogajalo. Seveda. Izvolite. Torej, od ponedeljka do petka, dopoldne športni program za otroke, bili smo tudi na izletu včeraj, na Bukovniškem jezeru, bili smo na bazenu, potem danes lepo vabljeni na športno vadbo ob 6. popoldne, ob 8. pa bo nastop naših otrok, ob 9. pa imamo stand-up večer. Jutri zelo lepo vabljeni od 5. dalje v park v Radence, imamo različne turnire, beer pong in potem zvečer tudi zabavo z DJ-jem ob 8. In vrhunec bo potem v soboto. Tako je. Zaključili boste, kot sva rekla, ker tu je vse tako lepo, da se bodo vsi gostje in gosti lahko vrnili znova prihodnje leto na pestro dogajanje, ki ga pripravlja Mladinsko društvo Vrelec Radenci. Tako. Ajda Bojnec, najlepša hvala. Hvala vam. V Murski Soboti je od leta 2022 naprej delovalo znanstveno in inovacijsko središče Pomurje. Edini javni raziskovalni zavod v regiji. Vlada Republike Slovenije se je letos odločila, da javni zavod ukinejo in ga priključijo Institutu Jožef Stefan. Janševa vlada je pred 3 leti ustanovila znanstveno in inovacijsko središče Pomurje. Golobova vlada ga zdaj ukinja in ga bo pripojila Institutu Jožef Stefan. Trenutno je edini partner, ki se je nekako, bi rekli, zavezal k temu, da bi bil pripravljen pomagati nam pri tem, ko recimo konec lanskega leta je bilo strani vlade rečeno, da bi nas naj zaprli. Župan ene najmanjših občin v Pomurju pravi, da mora tak zavod ostati v regiji. Ta informacija mi ni všeč, kajti Prekmurje si zasluži takšno institucijo. Nažalost, jaz tudi kot župan vedno opozarjam na raznih srečanjih županov, da smo mislim, da edina regija, ki nasploh še nimamo nobenega visokošolskega samostojnega zavoda, ki bi deloval, se pravi, ali fakultete
še manj pa univerze. V regijah, ki so ustanavljale raziskovalne inštitute, se v zadnjem času širijo univerze. Edino Pomurje je tista, rekli, temna lisa, na katerem torej takega zavoda še ni bilo. Raziskovalka in znanstvenica Rebeka Rudolf pa pravi, da bi lahko pripojitev pozitivno vplivala na regijo. Zato, ker momentalno v tem okolju ne obstaja visokotehnološka raziskovalna oprema, ki bi jo lahko raziskovalci Znanstveno-inovacijskega središča Pomurje koristili za svoje raziskave, ki so predvidene in predlagane v strategiji inštituta za naslednjih 10 let. Podobno razmišlja tudi murskosoboški župan Damjan Anželj. V tem mestu lahko povem, da tudi ta odločitev, da se pridruži k inštitutu Jožefa Štefana, jo z veseljem sprejemamo, kajti v preteklih mesecih sem opravil več razgovorov z pristojnimi osebami po ministrstvih. Beseda je tekla tudi o morebitni ustanovitvi visokošolskega središča v Pomurju v prihodnjih letih. Dolgoročno pa to tudi pomeni, da bi si ti kadri oziroma vsi raziskovalci, ki delajo na tem središču, pravzaprav pridobili znanja za tisto opremo, ki se razvija, ki še ne obstaja in ki predstavlja komplementarnost k obstoječi raziskovalni opremi odprtega dostopa na javnih raziskovalnih inštitucijah. Beg možganov in odhod mladih iz regije je namreč težava, s katero se soočajo vse pomurske občine. Nažalost, s tem zopet omejujemo naše mlade, da bodo morali odhajati v druge kraje na izobraževanje. In definitivno to za regijo ni dobro, kajti vemo, da nas demografija najbolj ogroža in vpliva na vse to. Nimamo univerze, imamo beg možganov, mladi odhajajo v večja središča, kjer nadaljujejo s svojim šolanjem. Nekako pa inštitut Jožef Štefan za svojo dejavnostjo lahko generira tudi prihod potem, se pravi, naših mladih, ki se bojo izobrazili nazaj, mogoče dobili tukaj priložnost. Pomurje sicer v preteklosti ni imelo kaj dosti sreče od odločitev, ki so bile o pokrajini ob Muri sprejete v Ljubljani. Še vreme, jutri dopoldne bo jasno, popoldne napovedujejo nevihte. Jutro je bilo jasno in sončno. Opoldne so v Murski Soboti in v Krajinskem parku Goričko namerili 31, v Radencih in Lendavi pa 33 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še precej jasno. Popoldne se bodo od severa, predvsem v notranjosti, začele pojavljati krajevne nevihte, kakšna bo lahko tudi močnejša. Ob tem bo zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru 18, na Ptuju 17, najvišje dnevne med 31 in 33 stopinj Celzija. V soboto bo sončno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V nedeljo bo še dokaj sončno s popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 11 in 18, čez dan pa med 17 in 36 stopinj Celzija. To je bilo vse, kar smo vam danes pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju pa lahko spremljate tudi preko naše spletne strani. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.